Ja, City Park, kot vemo, je in ostaja največje nakupovalno središče v Sloveniji z več kot 125 trgovinami. Stalno skrbi za to, da dviguje trende oziroma da vodi oziroma pripelje v Slovenijo blagovne znamke, ki na trgu ni. Prav tako smo edino nakupovalno središče v Ljubljani, ki imamo sodoben parkirni sistem. Investicija, ki smo jo izvedli v lanskem letu, se je izkazala kot pozitivna. Obiskovalci pozdravljajo to našo odločitev, oziroma da smo to uredili in tudi prvi kazalci nam kažejo, da to, da se je čas parkiranja zmanjšal za 70% dejansko drži. Tudi v letu 2016 je bil City Park dobro ali odlično obiskovano nakupovalno središče. Ima največje število obiskovalcev, in sicer okoli 9 milijonov v 15 letih, to znaša že okoli 150 milijonov obiskovalcev, kar so vsekakor številke, ki tudi na trgih Evrope niso majhne številke. Obenem bi tudi poudaril, kar verjetno ste tudi sami ugotovili, oziroma se govori, da se je potrošnik v letu 2016 vsekakor nekako popustil, je pripravljen, še vedno ostaja zelo zahteven potrošnik, oziroma je obenem tudi nezvest, je pa vsekakor pripravljen več trošiti. To nam kaže tudi rezultati, in sicer v letu 2016 je City Park ustvaril okoli 160 milijonov evrov prometa, kar je za 2,5 odstotne točke več kot v letu 2015. Kljub temu, da smo kar nekaj trgovin prenavljali, je ta rezultat zelo dober. Obenem smo v letu 2016 pripeljali 4 nove monobrand trgovine, trgovino Guess Jeans, trgovino Mango, trgovino Esprit in pa prvo trgovino Lego v Sloveniji. To vrstna pot kaže na našo pravilno usmeritev, saj te trgovine po pravilu delajo bolje, kot so delale predhodne trgovine, oziroma prinašajo naših kupcev, ne usmerjajo na druga tržišča. Naša osnovna usmeritev City Parka in nenazadnje verjetno tudi naših nakupovalnih središč je, da slovenskega potrošnika zadržimo na slovenskem trgu. S tem se krepi tudi naše gospodarstvo in s tem čim manj potrošnikov je naš cilj, da jih ne pošiljamo čez meje, temveč da trošijo pri nas. Tako bomo v kratkem, predvidoma v mesecu aprilu, pripeljali zopet novo monobrand trgovino, in sicer trgovino Calvin Klein Underwear, ki je vsekakor med slovenskimi potrošniki priljubljena blagovna znamka in po katerih so načeloma hodili ali pa jo kupovali v tujini. V preteklem letu smo prenovili tudi naš brezplačni časnik. V 15 letih smo izdali preko 120 številk, kjer smo naše obiskovalce in pa bralce informirali o modnih posebnostih in dogodkih, ki se dogajajo v okviru City Parka. Sedaj imamo nov časnik, ki izhaja 4-krat letno in se po našem mnenju, mislim, da tudi pozitivnih odzivih naših obiskovalcev lahko postavi ob bok največjim svetovnim revijam. Pred kratkim so naša nakupovalna središča tudi kot prva predstavila mobilno aplikacijo. To je aplikacija, ki obiskovalcem oziroma kupcem omogoča hitrejši pregled nad ponudbo v nakupovalnem centru, hitrejši pregled nad lokacijami, kjer se nahajajo trgovine, kot nenazadnje tudi na enem mestu shranjene vse kartice ugodnosti, ki jih ponujajo naši partnerji. Na drugi strani je tudi pomemben okoljski vidik. City Park je v zadnjih letih popolnoma prenovil
izpostjavo in smo v 3 letih investirali okoli 2 milijona evrov in s tem tudi močno znižali porabo elektrike. Ja, za zaključek mogoče, letošnje leto je 15 let City Parka, to leto bomo toliko bolj, da rečem temu, praznovali oziroma tudi se zahvalili za zvestobo našim obiskovalcem. Kot prvo se bo praznovanje začelo v februarju, kjer bomo našim obiskovalcem podarili 15.000 evrov. V nadaljevanju pa bodo sledila mesečna presenečenja in ne nazadnje tudi nek večji zaključek kot zahvala vsem našim obiskovalcem in zvestim potrošnikom.